Skupna kmetijska politika 2023-2027 poudarja tudi socialno vlogo kmetij in razvoj podeželja. V strateškem načrtu za Slovenijo se to odraža v podpori dejavnostim, ki kmetije povezujejo z lokalno skupnostjo in vključujejo ranljive skupine. Ena ključnih je intervencija IRP 25, ki podpira razvoj nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, tudi na področju socialnega kmetijstva. Kako to deluje v praksi, pokaže naslednji primer. A veš, da obstajajo kmetije, kjer ne raste samo hrana, ampak tudi ljudje? Odgovor je preprost. Socialno kmetijstvo. To so kmetije, ki poleg hrane pridelujejo še nekaj drugega. Priložnosti za ljudi. Gre za vključevanje ranljivih skupin, kot so invalidi, dolgotrajno brezposelni ali ljudje, ki potrebujejo terapijo s pomočjo živali. Na takih kmetijah delo ni samo delo, je del rehabilitacije, vključevanje v družbo in vračanje samozavesti. Socialno kmetijstvo krepi lokalno skupnost. Zakaj? Ker ljudje dobijo občutek pripadnosti, ker se ustvarjajo nova delovna mesta in ker se podeželje poveže na čisto drugačen način. Skozi ljudi. In tu vstopi v ospredje skupna kmetijska politika. SKP podpira socialne inovacije in socialna podjetja na podeželju v okviru podpor za diverzifikacijo kmetij in razvoj dopolnilnih dejavnosti. To pomeni sredstva, znanje in podporo, da taki projekti zaživijo in rastejo. Primer kmetije, ki izvajajo terapije z živalmi, ali delavnice, kjer brezposelni dobijo nova znanja, ali skupnosti, ki ustvarijo varno okolje za tiste, ki ga najbolj potrebujejo. Socialno kmetijstvo je dokaz, da kmetija ni samo prostor za pridelavo hrane. Je prostor za rast, zdravljenje in drugo priložnost.